Spoštovani, današnji 7. april si bomo verjetno zapomnili po čisto drugih vsebinah, kot je običajno predvideno za Svetovni dan zdravja. Namreč, kot je bilo rečeno, v letošnjem letu je namenjen medicinskim sestram in babicam. Dejstvo je pa seveda, da imamo praktično po celem svetu v ospredju težave z pandemijo, zaradi okužbe z novim koronavirusom, ki bo zaznamoval seveda celotno obdobje. Mineva približno pa nekaj več kot 100 let od prejšnje pandemije, ki je imela za posledico številne žrtve, govorimo o pandemiji španske gripe, in od takrat se je v sami družbi in na področju zdravstva veliko spremenilo. Po eni strani smo priča izrednemu napredku na področju medicine. Danes lahko ozdravimo številne bolezni, ki jih še pred nedavnim nismo uspeli zdraviti. Vendar se na drugi strani soočamo seveda s popolnoma drugačnimi izzivi, ki niso direktno vezani na medicinsko znanost. Gre predvsem za odnos do zdravja večine prebivalstva. In danes lahko ugotovimo seveda, da je vrhunska medicina žal namenjena le manjšemu številu ljudi na zemlji, medtem ko se v mnogih krajih, v mnogih državah soočajo z problemom dostopnosti do zdravstvenega varstva, tudi do najosnovnejših zdravstvenih storitev. To je čas seveda za razmislek, na kakšen način bo družba bolj pravična do vseh ljudi, saj na področju zdravja, ki je neka temeljna človeška vrednota in kjer si vsak zasluži dostojno zdravje, dostojno zdravljenje in zdravstveno oskrbo, kot jo pač potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje. Preseneča morda tudi to, da pri soočanju z to novo pandemijo ugotavljamo velike razpoke in pomanjkljivosti v zdravstvenih sistemih, ki smo jim morda še do nedavnega tudi zavidali. In na drugi strani lahko na nek način smo zadovoljni, da smo v Sloveniji vztrajali na zdravstvenem sistemu, ki temelji seveda na javnem zdravju, ki je le namenjeno množicam in ki tudi v tem primeru se je izkazalo kot tisto, ki le lahko zagotavlja tudi v težkih situacijah, kot je današnja, zagotavljanje nekih osnovnih potreb na zdravstvenem področju. Z ukrepi, ki smo jih sprejemali, smo dosegli dobre rezultate, s katerimi se primerjamo z najboljšimi, pa čeprav smo vedno v veliki meri kritični tudi do našega zdravstvenega sistema, ki v resnici seveda je solidaren in ki je na visokem strokovnem nivoju. Zasluga seveda za naše dobre rezultate je, da znamo poskrbeti za svoje zdravje, da znamo biti tisti, ki se zavedamo resnosti situacije in da ravnamo v skladu z navodili, ki smo jih po vseh premislekih, po vseh spremljanjih dogajanja v drugih državah sprejeli tudi mi na nivoju države. Dejstvo je seveda, da naših težav še zdaleč ni konec. Na drugi strani pa verjamem v to, da po vsem, kar smo do danes dosegli, da bomo uspešno premagali vse izzive, s katerimi se tudi danes soočamo na bistveno boljši ali pa bolj učinkovit način kot mnoge druge države. Tu veljajo seveda vsi. Na eni strani vsi vi, ki spoštujete ukrepe, in na drugi strani seveda vsi tisti, ki delamo in ki delajo za to, da ne bi bile posledice okužbe s koronavirusom za nas prehude. In jaz se tu seveda lahko obrnem na vse zdravstvene delavce v prvi vrsti, poleg vseh ostalih. Predvsem bi pa želel morda ob današnjem dnevu zdravja vseeno izraziti posebno zahvalo medicinskim sestram in babicam, glede na to, da je leto njihovo
in glede na to seveda, da tudi v zdravstvu ne bi bili tako uspešni, če ne bi imeli seveda požrtvovalnih medicinskih sester in babic, ki pač sodelujejo v vseh timih na vseh področjih, od zdravljenja do preventivnih ukrepov, do vzgojno-zdravstvenih ukrepov in na vseh področjih primarja, sekundarja in tudi terciarne dejavnosti. Osnovni principi, ki so veljali na področju zdravstvene nege že praktično od samega pričetka dela, veljajo še danes. To je požrtvovalnost, to je skrb za tiste, ki pač potrebujejo strokovno pomoč. Zato z moje strani seveda iskrena zahvala v prvi vrsti vsem medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, babicam za njihovo pomoč, za skrb, ne samo na področju zdravstva, tudi na področju socialnega dela. Namreč tudi sedanji trenutek je tisti, kjer je njihova vloga nepogrešljiva tudi pri skrbi za starejše na področju socialno-varstvenih zavodov, kjer brez njihove pomoči danes verjetno bolezni ne bi uspeli obvladovati na način, kot jo obvladujemo z pač vsemi napori strani vseh, ki pri tem sodelujemo. Jaz verjamem seveda, da bomo iz te izkušnje postali še močnejši, še boljši in da bomo še več ukrepov in prizadevanj usmerjali na področje javnega zdravja, ki je seveda ključno tudi pri obvladovanju takšnih epidemij, takšnega razmaha bolezni, kot se soočamo z njim tudi danes. Ne velja seveda zahvala samo zdravstvenih delavcem, ampak vsem, ki prispevajo svoj delež pri obvladovanju te epidemije in ponovno, kot vedno poudarim, vsem vam, da spoštujete to, kar je dogovorjeno in da so rezultati, ki jih dosegamo, seveda rezultati vseh nas. Jaz vam za konec seveda želim ob Svetovnem dnevu zdravja, da skrbite zase in predvsem, da ostanete zdravi. Hvala lepa.